Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami pravljica o prikupnem Ježku Snežku, ki ga prav zagotovo že poznate. Namreč Ježek Snežek kot knjižni junak nastopa v poučnih zgodbah, ki jih je izdala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni! Otroci, ali veste, kdaj je kopanje varno? Kopanje je varno takrat, ko neizmerno uživamo v čofotanju, plavanju in igri v vodi, a hkrati pazimo nase. Z upoštevanjem nekaj pomembnih pravil se lep dan ob vodi ne bo spremenil v nesrečo. Za varnost na urejenem kopališču skrbi reševalec iz vode, mi pa moramo upoštevati kopališke znake, ki nam povedo, kaj je na kopališču dovoljeno in kaj prepovedano. Najpomembnejše pravilo, ki si ga morate zapomniti, otroci, pa je, da nikoli ne greste v vodo, ne da bi o tem obvestili odrasle. V tokratni zgodbi nas bo Ježek Snežek poučil o varnem kopanju. Zgodbo Ježek Snežek in varno kopanje je napisala gospa Tanja Novak. Za prikupne ilustracije Ježka Snežka je poskrbel ilustrator gospod Peter Škerl, za izdelavo plišastega knjižnega junaka pa Lutkovno gledališče Frufru. Sedaj pa predlagam, da prisluhnemo poučni zgodbi z naslovom Ježek Snežek in varno kopanje. Ko je zjutraj čas, da vstanem, me Ježek Snežek vedno nežno požgečka pod nosom. Tudi danes ni nič drugače, čeprav je sobota, ko bi lahko spal dlje. Odrinem ga in se pokrijem čez glavo. Prav, pa spi naprej. Sem mislil, da greš z nami, reče Ježek Snežek in odide iz sobe. V tistem trenutku se spomnim, kam gremo. Skočim iz postelje in že sem v kuhinji, kjer mami pripravlja zajtrk. Na bazen gremo, veselo zavpijem. Mami se nasmehne in pravi: z nami gre tudi Miša. Juhu! Miša je moja sestrična, povem Ježku Snežku. Ne znaš plavati brez rokavčkov, jaz pa jih ne potrebujem več. Zato moraš biti pri plavanju še bolj previden, me posvari Ježek Snežek. Ah, ti pa res povsod vidiš samo nevarnost. Zamahnem z roko. Ne skrbi, vse bo v redu. Med vožnjo na kopališče se z Mišo pogovarjava. Veš, moj Ježek Snežek je zelo pameten. Ob vsaki nesreči se znajde in velikokrat mi je že pomagal. Ga pohvalim. Ampak včasih ga preveč skrbi. Kaj pa se nam lahko zgodi na bazenu na tak sončen dan? Ni vse odvisno samo od vremena, se oglasi Ježek Snežek. Od česa pa? Vpraša Miša. Predvsem od tega, kako se na kopališču obnašaš, odvrne.
Za otroke je pomembno, da ne gredo v vodo, ne da bi povedali odraslim. Nič lažjega kot to, si mislim. Ko pa pridemo na kopališče, trenutku na vse pozabim. Vidim samo tobogane in vodna igrala. Mišo primem za roko in skupaj stečeva v vodo. Au! Zavpije Mišo. Na ježka sem stopila. Saj v bazenu ni ježkov, se ji smejim. Takrat pa iz vode pokuka ježek Snežek. O, nate sva pa čisto pozabila, se ga razveselim. In na starše tudi, reče in pokaže proti mami in atiju, ki naju kličeta. Ojoj, z Mišo sva šla v vodo, ne da bi jima povedala. Miša ne sme v vodo brez rokavčkov, zakliče ati. Ampak tukaj je voda čisto nizka, mu ugovarjam. Saj veš, da nesreča nikoli ne počiva, mi odgovori in Miši nadene rokavčke. Vrnemo se v bazen in se igramo z žogo. Zakaj nas tisti stric ves čas gleda? Vprašam ježka Snežka. Mogoče še ni videl ježa plavati, ugiba Miša. Ježek Snežek se nasmehne. To je reševalec iz vode. Njegova služba je, da nas opazuje. Zakaj pa? Vpraša Miša. Da se nam in drugim kopalcem ne bi kaj zgodilo. Če bo opazil, da je kdo v težavah, mu bo takoj priskočil na pomoč, pojasni ježek Snežek. Pojdimo na tobogan, vzkliknem. Miša je takoj za to. Ježek Snežek pa pravi, da bi si na toboganu obrusil vse bodice. Zato bo šel raje uživati v masažni bazen. Ko z Mišo na vrhu tobogana čakava, da prideva na vrsto, se fanta za nama začneta prerivati. Enemu spodrsne in skoraj pade. Ustrašim se. Zaslišim zvok piščalke, nato pa oster glas reševalca iz vode, ki naredi red. Oddahnem si. Tudi ati je že pri naju. Vse je v redu. Z Mišo zlezeva k ježku Snežku v masažni bazen in mu poveva, kaj se je zgodilo. No, sta videla, kako hitro lahko pride do nesreče? Reče ježek Snežek. Še dobro, da reševalec iz vode na kopališču skrbi tudi za red. Prikimam. Čez nekaj časa predlagam. Ježek Snežek, preizkusiva, kdo skoči dlje z roba bazena. On pa me ustavi. Bi rad, da tudi tebi zapiska reševalec iz vode? Poglej, v tem bazenu je skakanje v vodo prepovedano. Obrnem se in zagledam velik prečrtan znak. Takšni znaki nam na kopališču povedo, kaj je dovoljeno in kaj ne, reče ježek Snežek. Saj vesta, kaj se zgodi na cesti, če ne upoštevamo prometnih znakov? Lahko pride do nesreče, odgovoriva z Mišo v en glas. In tako je tudi na kopališču, če ne upoštevamo kopaliških znakov, odvrne ježek Snežek. V velikem bazenu pa skakanje v vodo ni prepovedano, hitro ugotovim. Z užitkom čofnem vodo. O, kako velik bazen!
se navduši Miša. Igrajmo se, da smo na morju. Skakanje v morje je lahko zelo nevarno, naj jo posvari ježek Snežek. Pa veste zakaj? Jaz vem, se oglasi Miša in nama pove, kako je njena prijateljica z nogo udarila v skalo, ker je skočila v prenizko vodo. Kaj bi šele bilo, če bi skočila na glavo? Se zgrozi ježek Snežek. Zato je treba pred skokom vedno preveriti, ali je voda dovolj globoka. Kako pa? Vpraša Miša. Najbolje je tako, da vprašaš odrasle, odvrne ježek Snežek. Prinesem napihljivo blazino, ki bo naša ladja. Jaz bom kapitan, rečem, vidva pa mornarja. Mornar ježek Snežek takoj pove, da v daljavi vidi temne oblake. Vpraša me, ali je pametno, da izplujemo na morje. Odkimam. Dobra odločitev, zadovoljno reče. Kadar se bliža nevihta, moramo čim prej iz vode. Ko nevihta mine, se z Mišo vkrcava na ladjo, ki jo poganja ježek Snežek. Delfina na obzorju, zakličem, ko vidim proti nam plavati mami in atija. Naslednjo soboto se bomo pa že kopali v morju, reče ati. Če bo vreme še vedno tako lepo, bomo imeli super počitnice. Ni vse odvisno samo od vremena, se zasmeji Miša. Od česa pa? Vpraša mami. Predvsem od tega, kako se bomo na morju obnašali, ji pojasnim. Ježek Snežek zadovoljno zaploska. Z Mišo naj jo spodbudi, da mami in atiju poveva, kaj vse sva se danes naučila o varnem kopanju. Otroci, nama boste pomagali? Bravo, ježek Snežek, za odlično razlago. S tvojim znanjem so se otroci lahko poučili o varnem kopanju. Najpomembneje je, da poznamo nevarnosti, s katerimi se lahko srečamo pri kopanju, upoštevamo pravila, ki veljajo na kopališčih, in poslušamo navodila odraslih. Otroci, predlagam, da si vzamete čas in skupaj s starši, učitelji ali vzgojitelji rešite kviz ter preverite svoje znanje o varnem kopanju. Verjamem, da ne boste imeli težav pri izbiri pravilnih odgovorov. Skupaj z ježkom Snežkom vam želiva veliko znanja. Prvo vprašanje. Kdaj se lahko zgodi nesreča na kopališču? A. Nesreča se lahko zgodi le ob slabem vremenu. B. Nesreča se lahko zgodi kadarkoli. Pravilen je odgovor B. Nesreča na kopališču se lahko zgodi kadarkoli. Drugo vprašanje. Kaj moraš storiti, preden se greš kopat? A. Preden se grem kopat, moram to povedati odraslim. B. Preden se grem kopat, se moram do sitega najesti. Pravilen je odgovor A. Preden se greš kopat, moraš to povedati odraslim. Tretje vprašanje. Kdo skrbi za varnost in red na kopališču?
A. Reševalec iz vode. B. Potapljač. Pravilen je odgovor A. Za varnost in red na kopališču skrbi reševalec iz vode. Četrto vprašanje. Kateri znaki nam povedo, kaj je na kopališču dovoljeno in kaj prepovedano? A. Prometni znaki. B. Kopališki znaki. Pravilen je odgovor B. Kopališki znaki nam povedo, kaj je na kopališču dovoljeno in kaj prepovedano. Peto vprašanje. Ali se na vodnih igralih lahko prerivaš? A. Da, saj je tako bolj zanimivo. B. Ne, ker je to lahko zelo nevarno. Pravilen je odgovor B. Na vodnih igralih se ne smeš prerivati, ker je to lahko zelo nevarno. In še zadnje vprašanje. Kaj moraš preveriti, preden skočiš v vodo? A. Preveriti moram, ali je voda dovolj globoka. B. Preveriti moram, ali imam na sebi kopalke. Bravo! Pravilen je odgovor A. Preden skočiš v vodo, moraš preveriti, ali je voda dovolj globoka.